Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman. Danes bi odgovoril na eno zanimivo vprašanje. Kako biti v življenju bolj stabilen? Kje najti v življenju neke vrste oporo? In potem se postavlja vprašanje, na koga se v življenju lahko sploh zaneseš. In ko vprašam potem ljudi, na koga se ti lahko v življenju zaneseš, potem večinoma dobim odgovor, na sebe. Na sebe se lahko zanesem. In potem jih vprašam, če pogledaš svoj zadnji teden ali pa mogoče 14 dni, če pogledaš vse, kaj si delal, kaj si mislil ali delala, kaj si mislil delati, kaj si sebi obljubil, ne? In vse to skupaj potegneš črto in potem se vprašaš, pa res lahko se zaneseš nase. In ljudje so presenečeni, ker odgovor je ne. To pomeni, kaj sedaj je tisto v življenju, ki nam lahko daje oporo, na kar se lahko vedno in vsakem trenutku zanesemo. Pa poglejmo, če bi bila to recimo oseba, bi ta oseba morala biti ves čas nespremenljiva, ves čas bi morala biti konstantna, ves čas bi morala biti tam za nas, ne bi spreminjala nekega mnenja. In zelo bi morala biti transparentna, močna, odločna. A obstaja taka oseba? Mi sami smo ugotovili, da nismo. Kaj pa naši prijatelji? Zagotovo ne, nažalost. Eni manj, eni bolj nas podpirajo in tako naprej. Če se želimo resnično zanesti na nekoga, ali bom rekel tukaj na nekaj, mogoče nekaterim se že svita, potem dejansko moramo gledati malo više, iznad tega. Kaj je tisto, kar je skozi zgodovino, skozi stoletja, skozi tisočletja obstajalo v taki obliki? Močno, nespremenljivo. Nekaj, kar lahko res računamo v vsakem trenutku. In to so energijski zakoni. Če mi razumemo energijske zakone, če jih poznamo, lahko rečemo tudi, da to je Bog ali energija ali mati narava, sej v bistvu niti ni pomembno, kako mi to pač imenujemo, kako to se izražamo. To je edino, kar je v našem življenju konstantna. Poleg kokte, za tiste starejši, ki pravimo, vse se spreminja, kokta obstaja, ampak šala na stran. To pomeni, če mi poznamo energijske zakone, če vedno vemo, pod kakšnimi pogoji se nekaj zgodi, pod kakšnimi pogoji dobimo rezultat, pod kakšnimi pogoji ga ne dobimo, potem smo svobodni. To je dejansko pot do svobode. Nekaj časa nazaj sem govoril tudi o intuiciji. Intuicija naša je tista, preko katere dobivamo mi ta navodila in dobivamo te odgovore. Ogromno ljudi poznam, ki dejansko to zatočišče, to sidro, to stabilnost najdejo v Svetem pismu, v Bibliji ali Koranu, v glavnem v svetih knjigah. Zakaj? Zato, ker verjamejo, da je ta beseda, ki je noter zapisana, presegla vsa zgodovinska testiranja. Seveda, življenje se spreminja, nekatere stvari bi se tudi roko na srce morale v teh knjigah že posodobiti, ampak to je stvar druge debate. To pomeni, da edina stabilnost v življenju, ki jo moramo iskati, ni stabilnost v nas samih, ampak v stabilnost v nečem, kar je večje, više, močnejše od nas samih. In to je dejansko energija, energijski zakoni. Ravno tako, če gledamo v nekem partnerstvu. V nekem partnerstvu vsak izmed partnerjev ima neko svoje mnenje. Ampak, če gledamo, vsak ima svoj prav, potem nikoli ne pridemo do nekega skupnega zaključka. Ampak, če partnerja verjameta v neke višje vrednote, v nekaj več, v neki višji ideal, potem bosta vedno lahko našla skupno točko, bosta vedno lahko našla skupno pot in nikoli ne bo problema v tem. Pa ne bi zdaj tukaj, mogoče boste dobili občutek, da tukaj nekaj propagiram, neko religijo, neko verstvo in nekaj takega. To je vse skupaj brez veze. Te stvari mene ne zanimajo, ne na tak način. Energija, energijski zakoni so za mene del vsakdanjega življenja. So za mene čisto najbolj naravna stvar,
ki deluje, ki jo jaz vsakodnevno uporabljam in s katero živim. To ni nekaj, kar jaz verjamem, ampak nekaj, kar vem in živim. To pomeni, da dejansko, ko iščete to stabilnost, morate iti izven sebe, pogledati malo više. Lahko gremo, če rečemo, lahko greste v svoje srce in poslušate svoje srce, poslušate svojo intuicijo, poskušate začutiti. In bolj kot boste izostrili ta čut, bolj kot boste izostrili to povezavo, bolj dejansko zanesljivo boste dobivali odgovore, boste dobivali navodila, boste dobivali vse rešitve, ker jih boste potrebovali. Tako da, to je bilo moje sporočilo za danes. Želim vam, da se resnično postavite sebe na prvo mesto, življenje na prvo mesto, začutite svojo vrednost in živite polno življenje.